Aleksander Kamenik je kot velik ljubitelj živali skrbel zanje že od mladih nog. Rešil je že nešteto zapuščenih psov, mačk, konjev, ovac. A ljubezen za to ni dovolj. Tako so velike vsote denarja romale predvsem iz njegovega žepa, skupaj z donacijami ljudi. Letos pa... Lepega dne razpis države. Skrb za zapuščene živali, živalska policija. In smo se resnično potrudili, izpolnili vse pogoje. In tudi zmagali. Delo sedaj poteka bistveno laže in kot smo lahko videli na lastne oči, ga ne manjka. A veliko vlogo pri tem odigrajo tudi drugi. Policist stoji na cesti in čaka, da bo kjer prehitro peljal. Mi pa ne moramo čakati na cesti, da bo kjer šel mimo, pa da ima psa nestoširanega. Po domače povedano. Mi dobesedno čakamo na prijave. Ljudje morajo prijaviti. Naš cilj ni kaznovanje, pojasni Kamenik, pač pa saniranje odnosa človek-žival. Mi želimo čim manj odvzemov. Ker vsak je nekoč enkrat žival kupil, pomeni, da ni slab človek. Ne? Nekaj se mu je zgodilo v življenju. Ne? Alkohol, ločitev. V večini primerov ljudje spregledajo lastno napako, a včasih je odvzem nujen. Tako je bilo tudi v primeru kobile Angeline, ki je bila dlje časa zaprta v hlevu prepojenem z amoniakom. Les prepit z urinom. V resnici vam povem, ta punca je po 15 minutah jahanja onemogla. In se je odločil vsaki dan dolgo turo, 2 uri, 5 ur na teren. Šotor sem zraven vzel in se je zlizala. Punca se je zlizala. Tudi Čepa je imela klavrno preteklost. Zaradi poškodb, ki so jih povzročili lastniki, bi skoraj ostala brez tačke. Z operacijo kolena pa so jo rešili. Komplet vsadek je umeten in se je primlo, šepala je par mesecev in zdaj pa več ne šepa in več ni šepa, ampak je čepa. Čepa je. Ne, strašna psička. Te živali so imele srečo, mnogo pa je še takih, ki ravno ta trenutek trpijo. Zato ne odlašajte in mučenje ali zapostavljanje živali takoj prijavite.